Dobrodošla, draga zvezdica, na današnjem popotovanju, ob katerem boš lahko zaspala in enostavno si privoščila dolg in miren spanec. Ulezi se zdaj na svojo mehko posteljo in glavo položi na svojo najljubšo blazino. Tako prijetno je, ko te objema iz vseh strani. Tako mehka je, tako pomirjujoča. Če želiš, se lahko prav tako pokriješ svojo mehko odejo. Zdaj, ko ti je udobno in toplo v tvoji postelji, počasi in nežno zapri svoje oči. Predstavljaj si, da so tvoje veke kot nežna peresa, ki se skoraj dotikata en drugega. Tvoje veke postajajo tako utrujene, tako lepo je imeti jih zaprte. Počasi zdaj vdihni skozi nos in samo opazuj, kako se tvoj trebušček polni zrakom. Tvoj trebušček je kot balon, ki med vdihom raste in raste, nato pa med izdihom postaja vse manjši in manjši. Še enkrat počasi, globoko vdihni in opazuj, kako tvoj trebušček raste do neba. Počasi izdihni. Tvoj trebušček zdaj postaja vse manjši in manjši. Ko zdaj tako počasi in globoko dihaš, se tvoje telo sprosti in se že pripravlja na čudovite sanje. Kar še enkrat globoko vdihni, napolni svoj trebušček, kolikor moreš, in počasi izdihni. Čuti, kako te že počasi objema nežna zaspanost. Zdaj se sprosti in samo prisluhni mojemu glasu, ki ti bo povedal čudovito zgodbo. Zgodbo, ki te bo nežno zazibala v sproščajoč spanec. Nekoč, pred davnimi časi, je živel metuljček, ki je najraje na svetu obiskoval nove kraje in preizkušal nove stvari. Njegovo ime je bilo Eli. Eli je bil največji metulj, najlepši metulj. Lahko si ga kar predstavljaš, zdaj v svoji bujni domišljiji, kako so njegova krila vseh barv mavrice, občrtana s črno črto. Vzorci na njegovih krilih so prečudoviti, vseh oblik. Lahko zdaj vidiš, na sebi ima srčke, zvezdice, črte in krivulje. Zdaj, ko ga vidiš v svoji čudoviti domišljiji, vidiš, da je to najlepši metuljček na svetu. Nekega dne se je Eli zbudil že zelo zgodaj, še predno je sonce posijalo na travnik. Nadel si je najlepši nasmeh in se odpravil na zajtrk. Eli je imel najraje sladek nektar cvetlic na svojem vrtu in že je odletel. Zdaj je našel čudovito cvetlico
ki jo pravzaprav še nikoli ni videl prej. Bila je vijolična in rožnata. Eli se je odločil pristati na njej in spiti nekaj njenega, odličnega in čudovitega soka. Tako je okusen. Malo je sladek in rahlo kisel. Ravno popolna kombinacija okusov. Ta je bil Eli najljubši. Pil je in pil, vse dokler ni bil njegov trebušček že skoraj poln. Eli se je pripravil na polet in odletel je naprej v iskanje še drugih neverjetnih okusnih cvetlic. Bil je tako vesel, da je našel nekaj novega za zajtrk. Potem, ko je še malo raziskoval svoj vrt, se je Eli odločil, da se odpravi na izlet v gozd. Visoka drevesa so vsekakor odličen kraj, kjer se lahko en tak metuljček nauči veliko novih stvari. Odločil se je slediti poti, katere še nikoli prej ni videl. Letel je mimo prečudovitih dreves. Tako mirno, tako lepo je bilo v gozdu. Kar naenkrat pa Eli opazi čudovito, posebno gobico. Bila je tako pisana, vendar takšnih gobic Eli še nikoli ni videl. Takšne barve je dotedaj videl le na pisanih cvetlicah na svojem vrtu. Ta gobica je bila raznih barv: roza, rumena, zelena, oranžna, vijolična, z velikimi belimi pikami. Eli pomisli: kakšna škoda, da metulji ne jejo gobic. Tale izgleda prav slastna. Ko se ji je približal, pa je kar naenkrat ugotovil, da bele pikice na gobici sploh niso bile del nje. Te bele pikice so bili majhni beli metuljčki, ki so sedeli na tej gobici in jo jedli. Zagledali so Elija in mu rekli: pridi, pridi, tako okusna je, moraš jo poskusiti. Eli odvrne: wow, metulji lahko jejo gobice, nikoli si ne bi mislil, je vzkliknil Eli in se pridružil ostalim metuljam pri pojedini. Tako je užival, ko je jedel v družbi. Ponavadi leta sam in je sam, a tokrat je bilo tako zabavno v družbi teh čudovitih belih metuljčkov. Dolgo so se še igrali in pogovarjali o svojih popotovanjih in postali so odlični prijatelji. Eli se je naučil toliko novega, tako neskončno je užival v njihovi družbi. Nato so se že počasi morali posloviti in si obljubili, da se kmalu zopet vidijo. Eli je bil navdušen, da se je odločil za svoje popotovanje v gozd. Poizkusil je novo hrano, spoznal prijatelje, videl novo gobico in se naučil veliko novega.
Kako čudovit dan je bil, je rekel Eli, poln zabavnih dogodivščin. S polnim trebuščkom je Eli postal zaspan. Počasi je odletel nazaj proti svojemu domeku, ki se je nahajal v velikem zelenem grmu. Splezal je v svojo mehko in udobno posteljo, ki je bila narejena iz belih peres. Eli se je spomnil na svoje jutro in se spomnil okusa sladkega nektarja vijoličnih rastlinic. Bil je tako okusen. Nato je Eli opazoval, kako je spomin počasi odplaval iz njegovih misli. Počutil se je tako zaspanega, tako umirjenega. Nato pa se je Eli spomnil še svojega izleta v gozd. Spomnil se je velikih dreves, vonja po rožicah. Počasi pa je tudi ta spomin odplaval stran. Še enkrat je pomislil na svoje nove prijatelje, čudovite bele metuljčke, in Eli se je zdaj počutil še bolj utrujen, še bolj zaspan. Zdaj je v misli priklical še čisto, jasno in čudovito gobico. Še vedno je v ustih čutil okus odlične večerje. In pomislil je, kako dobro je, kadar probamo nove stvari in ugotovimo, da je tudi drugačna hrana zelo dobra. Skoraj je že zaspal in zato je pustil, da je tudi ta spomin odplaval stran. Spomnil se je še svojega leta proti domu, kako poln je bil po veliki večerji in kako pripravljen je bil, da se uleže v posteljo in utone v globok sproščajoč spanec. Tudi ta spomin je zdaj zbledel. Eli je zdaj počasi zaprl svoje metulje oči in se pripravil na dolg nočni spanec. Bil je tako vesel, tako umirjen v svoji metulji posteli. Vsak dan se naučimo novih stvari, si je Eli ponosno mislil. In tako kot je Eli še zadnjič globoko vdihnil, predno se je pogreznil v spanec, sedaj tudi ti počasi vdihni, počasi in globoko, zdaj izdihni. Spanec počasi prihaja k tebi in te nosi v svet, poln čudovitih sanj. Prav zanima me, česa novega se lahko tudi ti jutri naučiš. Eli je zdaj že zaprl svoje oči in zaspal. Prav tako, kot sedaj počasi tudi ti. Kar zaspi. Kar zaspi. Jutri te čaka veliko novih pustolovščin. Udobno ti je in tako toplo. Občutek zaspanosti se zdaj še poglablja. Čas je za počitek. Čas je za spanje. In spanje je tako prijetno.
in udobno. Dihaš počasi in globoko in že čutiš, kako potuješ v magičen svet sanj. Zaspati je tako enostavno. Samo zapreš oči, kot je to storil Eli v svoji postelji iz belih perez. Sanjaj o čudovitih dogodivščinah jutrišnjega dne. Kaj vse zanimivega in zabavnega te čaka. Zaspi. Kar zaspi. Lahko noč, mala zvezdica.